Sedaj pa začenjamo s panelom, ki smo ga poimenovali Pogledi elektroenergetike in gospodarstva. Na oder vljudno vabim dr. Uroša Kerina iz družbe Eles, dr. Bruna Glaserja iz družbe Gen, gospoda Franca Škalarja iz družbe NEK in gospoda Darka Goriška, direktorja Posavske gospodarske zbornice. Izvolite. Mojca, če dovoliš mi samo komentar, vprašanja bodo potem na voljo po tem krogu oziroma potem, ko s tem panelom zaključimo, tako da tudi državna sekretarja bosta na voljo še potem za odgovore. Ne? Hvala, Sebastian. Pa mogoče kar, če bo kakšno vprašanje, kakšen komentar, pobuda, pa kar nakažite z dvigom rok, da bomo se zavzeli in vas vključili v razpravo. A bi mogoče kar začela z eno prvo slikco, ki jo imamo pripravljeno. Predvsem na temo prenosnega omrežja in distribucije, se pravi predvidena rast delovnih mest na globalni ravni. Zdaj tu so seveda milijonske številke, 2 milijona in več. Pa bi dr. Kerin vas vprašala, kako bi komentirali te podatke, seveda lahko globalno, predvsem pa tudi z refleksijo na Slovenijo. Predvsem me zanima, ali in kako čutite z vidika razvojnih načrtov Eles, mogoče tudi te izzive, vendarle pred nami je ta zgodovinski investicijski cikel, kot rečete, do leta 2030, tako na prenosnem kot na distribucijskem omrežju. Ali so kadri za izvedbo tega cikla zagotovljeni, ali smo še pred kakšnimi izzivi tudi v Sloveniji? Hvala lepa. Najprej za vabilo sem moram povedati, da se zelo dobro tle počutim, ker tu sem jaz namreč doma. Tako da zmeraj lepo prijeti domov. Glede kadrov bi rekel takole. Številke po moje kar držijo. Morda so kje pretirane, kje pa premalo pogumne. Pred časom sem pripravljal poročilo glede kadrovske zmogljivosti Slovenije v elektroenergetiki za Energetsko zbornico Slovenije. In najbolj me je presenetilo to, da pravzaprav naš kadrovski bazen je že dovolj izčrpan. Hkrati nam pa sosedje ponujajo veliko dobrih delovnih mest, ki so včasih tudi bolje plačana. Tam notri sem napisal, da samo v Nemčiji na tisti dan, mislim, da je bilo 50,000 visoko kvalificiranih mest odprtih, ki jih večinoma zasedajo tujci, torej mi, ki gremo tja. Sosednja Avstrija je tudi v tisočih, nenazadnje Hrvaška. V zadnje čase slišimo še, da se mnoga slovenska podjetja selijo s sedežem na Hrvaško. Torej ne bi rekel, da samo investicije nam povzročajo preglavice, bolj bi rekel, da tudi okolje, v katere so se te investicije znašle, oziroma čas, v katerem smo s temi investicijami začeli. Kaj to pomeni za Slovenijo? Ja, če imaš, bom rekel, omejen domet, kar se tiče zmogljivosti, potem moraš najti rešitve drugje, morda digitalizacija, avtomatizacija. Začenjaš iskati neke, bom rekel, bližnjice, kjer lahko morda človeške roke nadomestiš tem drugim, morda tudi umetna inteligenca in podobne stvari. In opažamo, da se to vedno več uporablja. Investicija je nekaj, torej gradnja, druga je potem vzdrževanje, upravljanje s tem in tako potem namesto terenskih delavcev začneš razmišljati o dronih. Pa to ne pomeni, da terenskih inženirjev ne potrebuješ, daleč od tega, samo če jih ni dovolj, jim moraš dati pač pomoč in neko novo stopnjo tehnologije, ki jih razbremeni oziroma ki jih dopolni pri njihovem vsakdanjem delu. Tako da še enkrat, številke so, se mi zdi, dosti primerne. Ne dogaja se samo pri nas kadrovski kanibalizem, jaz bi rekel, da se kar po celi Evropi dogaja to. Kar pa ni dobro pravzaprav za energetiko, namreč energetika poleg stabilnega političnega okolja, neke vizije, potrebuje tudi stabilni kadrovski bazen. Ne moremo danes se ukvarjati z nečem, jutri pa z nečem drugim. Pač inženir rabi 30 let, da rata ekspert. In to ne samo šolo, temveč tudi z hands-on delom, ki ga upravlja na terenu. Ja, dr. Glaser,
Lepo pozdravljeni. Ja, tudi v Gen skupini imate ambiciozne cilje in načrte, ne samo JEK2, ampak tudi seveda na spodnji Savi dokončanje hidroelektran na srednji Savi, potem tudi določene posodobitve na NEK-u, tudi termoelektrarna Brestnica, plinske in tako dalje, ne. Ravno omenjen ta kanibalizem, ne. Kako pa v skupini Gen načrtujete kadrovsko strukturo in iskanje kadrov? Imate kakšne posebne pristope? Tu vidimo zadaj. Ja, tukaj vidite časovnico, kako naj bi rasla številka, se pravi število zaposlenih na sami jedrski elektrarni. Zdaj te številke ne pomenijo, koliko ljudi sodeluje potem vse v samem projektu, ampak gre dejansko za Gen energijo kot takšno, gre za potem JEK2 DOO, se pravi kot SPV, ki bo projekt peljal naprej, in pa potem ta DOO, karkoli že bo kot jedrska elektrarna 2, ki bo zadevo obratovala. Zdaj, če pogledamo te številke, mi smo trenutno je tako, da v sektorju za nove jedrske objekte trenutno je zaposlenih 33 ljudi, to so ljudje oziroma zaposleni, ki delajo full time na projektu. Zdaj, poleg te številke je zagotovo še vsaj 20 dodatnih sodelavcev, ki delujejo delno, se pravi part time na tem samem projektu. Projekcija oziroma cilj za letošnje leto je, da bomo imeli na novih jedrskih objektih približno 50-55 zaposlenih. Zdaj, pogledajte tukaj pri časovnici, se pravi za finalno investicijsko odločitev, to je konec leta 2028, imamo projekcijo 160 ljudi. Zdaj, te številke so seveda plus minus, ampak 160 ljudi ni neka, bom rekel, ekstremna številka, se pravi mi dejansko z razpisi, z zaposlitvami, ki jih izvajamo praktično čez celo leto, držimo nekje trend 10 do 20 novih zaposlitev na leto. Tako da samo v letošnjem letu bomo zaposlili 20 novih inženirjev, tako da te številke niso tako nemogoče. No, potem seveda, če gremo naprej na začetek gradnje, številka 200 plus 220 in pa seveda potem tekom gradnje rabimo seveda veliko tega osebja, ki bo dejansko potem tudi delalo v vseh teh službah, se pravi od vzdrževanja, obratovanja, inženiringa in vseh ostalih aktivnosti. Tako da zaenkrat, no, če rezimiram, v Genu uspešno zaposlujemo ljudi. Mislim, da je moment tudi ta, da gre za zanimiv projekt, se pravi veliko mladih se odloča za te, ker je to izziv, ker je to, bom rekel, izziv enkrat v življenju verjetno vsakega inženirja, da lahko na takem projektu dela. Drugo je pa tudi to, se pravi opažamo trend, da v bistvu veliko interesa, ko prihajajo iz druge industrije, niti ni vezan niti na velikost plače, niti na neke benefite, ki jih nosijo določeni projekti, pa določene službe, pa firme. Mislim, da predvsem ljudje gledajo kot nekaj izziv. In tukaj smo zaenkrat, lahko rečem, precej uspešni. Ja, hvala. Samo mogoče podvprašanje povezano, to so seveda številke zgolj za JEK2, ne? Kaj pa imate mogoče skupne podatke tudi za druge projekte, ki jih izvajate v notranje skupine? Zdaj, konkretnih podatkov nimam v tem, ta graf je samo številka, no, ki sem jo že razlagal prej. Zdaj tukaj, če gledamo ostale preko hčerinske družbe, ki izvajajo te ostale projekte, imajo seveda svoje kadrovske načrte, svoje ekipe, ki pri tem delujejo, zaenkrat ne čutimo nekih večjih problemov, no, tako da ves ta razvoj, se pravi, če govorimo in v sami nuklearni, to bo kolega Franc Škaler več povedal, seveda skrbi izredno dobro za svoje kadre, ne nazadnje najboljši kadri prihajajo iz NEK-a na teh področjih. Drugo je pa potem ostale hčerinske družbe, če govorimo o hidroelektrarni na spodnji Savi, termoelektrarna Brestanica, Savske elektrarne in tako naprej. Seveda so izzivi, ampak jih mislim, da uspešno rešujemo. Kaj pa spletna baza kandidatov, ki ste odprli lansko leto, mislim, da kako se je to prijelo, je... Ja, v bistvu to je bila ideja, no, da se odpre spletna baza kandidatov. Zdaj mislim, da je v tej spletni bazi kandidatov cirka 50-60 prijav. Skratka, te prijave zelo resno obravnavamo.
Zdaj, poleg te spletne baze, ki je nekako odprta na zven, imamo pa seveda tudi razpise. Vsi ti razpisi se pojavljajo tako večkrat na leto. Mislim, da je v zadnjem obdobju bilo čez 200 prijav na razpise, od tega smo jih 50 recimo zaposlili, no, in so bili tudi iz baze podatkov prijav. Tako da v bistvu vse te neke tehnologije, no, vse te možne prijave seveda s pridom izkoriščamo in seveda dajo možnost tudi ostalim, da se prijavijo, da pokažejo svoj interes in potem mi iščemo kandidate po teh bazah. Mojca, izvoli. Bi pa vas, gospod Škaler, vprašala, dr. Bruno Glaser je že rekel, najboljši kadri prihajajo iz NEK. Zdaj vi imate v NEK zaposlenih okoli 630 visoko usposobljenih strokovnjakov, pa me zanima, kako povezujete to obratovalno odličnost NEK-a z vsemi temi procesi izobraževanja, usposabljanja vaših kadrov, da pridete do tega usklajenega in zavzetega dela, ki ga opravljajo in dosežejo takšne rezultate, kot smo slišali o njih. Ja, dobro jutro vsem, vas lepo pozdravljam in se zahvaljujem za to vabilo. Že v prejšnjem delu je Daniel omenil te vrednote, ki jih pri nas se zelo trudimo jih vzdrževati, in v tem mi že obratujemo zdaj 40 let in te vrednote, ki so pri nas, torej ta varnostna kultura, odličnost odnosov med sodelavci in pa tudi skrb za razvoj naših kadrov, potem so tudi vrednote strokovnost, zavzetost, zaupanje, spoštovanje, medsebojno spoštovanje. Vse to vodi k temu, da je potem zadovoljstvo in zavzetost pri nas zelo visoka. Merimo to zavzetost letno in je ta zavzetost vsako leto se celo malo zvišuje in smo nekje na 75% do 80% ljudi, ki so zelo zavzeti, in je zelo malo, ki je pa nezavzetih. Torej, spostaviti to kulturo je potreben en čas in tukaj z nami je tudi kar nekaj sodelavcev, bivših sodelavcev, ki so prišli iz elektrarne, katerim se moram tudi zahvaliti, ker so bistveno vplivali na to vzpostavitev te kulture. Jaz, ko sem prišel v elektrarno, ko sem se zaposlil, mi je eden tudi rekel, da je varnostna kultura, ima tudi en vpliv to, da je precej ljudi prihaja iz tega okolja in živimo tukaj in naše družine so tukaj in se potem tega še kako zavedamo in smo pri tem zelo resni. Pri samih kadrih je pa, pri zaposlenih je pa pomembno dobro počutje, ne? In za dobro počutje nas in mojih sodelavcev je pa pomembno to, da imaš možnost napredka. To je, da so in napredek ni samo napredovanje v plači in napredovanje v karieri, ampak da lahko dobivaš dodatno znanje, novi izzivi, odgovorni posli, in to vse zagotavljamo. In tudi drugi pomembnost je pa tudi, da ljudi jemlješ kot osebe, torej da jih imaš kot osebe in ne samo kot orodje za izvajanje projektov. Vse to mislim, da prispeva k temu, da ko imamo razpise, sicer opažamo, da je na teh razpisih v zadnjih letih skupno število prijavljenih nižje, ampak še vedno je to število višje od tistega, ki ga mi potrebujemo, tako da s tem je v redu. Seveda pa prihajajo izzivi, kot je že tukaj zdaj Bruno nakazal številke, tle se pričakuje. In bi bilo škoda, da te kadre, ki jih bomo morali usposabljati potem za obratovanje elektrarne in tudi že samo izgradnjo, da bi bilo škoda, da te vrednote, ki so se pri nas in ta varnostna kultura in ostale vrednote, ki so se gradili leta, da to ne bi prenesli tudi potem na nov objekt, ne. Tu moramo, in o tem smo se že tudi pogovarjali, tukaj moramo za to skrbeti in zagotovo bo prišla ena dodatna
dodatna naloga, obveznost, aktivnosti, ki bojo prenašale to kulturo tudi na ljudi, ki bojo potem delovali v nove elektrane. Pravi, med objektoma in medgeneracijsko na nek način tudi, ne? Ja, medgeneracijsko pa opažamo, mi smo prav v lanskem letu kot prednostno področje dali tudi razvoj kadrovskih potencialov. Mi v prednostno področje ne dajemo področja, ki so zelo slaba, ampak kjer čutimo, da je potrebno malo razmisliti o nekem napredku in tu smo predvsem zaradi tega vstopa mlajših generacij, ki pa imajo mogoče vrednote nekoliko drugače, torej želijo mogoče več fleksibilnosti, želijo tudi mogoče več neke transparentnosti napredovanj in vse to skušamo skozi to prednostno področje za skupino, ki deluje na tem področju, pride tudi do nekih akcij, za katerimi bi potem tudi ta mlajša generacija se pri nas dobro počutila, zelo dobro počutila. No. Gospod Gorišek, gospodarstvo v Posavju. Že je bilo prej omenjene te 3 pomembne točke, kadri, financiranje in tudi dobavne verige. Ne? Kako je to v vašem delu vidno? Ali so tu priložnosti za nadgradnjo? Najprej lep pozdrav vsem v imenu posavskega gospodarstva. Sem vesel, da sem lahko danes tukaj z vami. Zadaj vidite številke, ključne kazalnike in pa kazalce poslovanja posavskih gospodarskih družb, niso zajete zadruge ali SP-je. Če pogledate indekse pa barvno karto, je kar pestro. Leta nazaj smo bili glavno navajeni na temno-zeleno obarvane indekse. Ni nič zaskrbljajočega, pa vendar tudi v Posavju se zadnje leto dogaja marsikaj, tudi letos, in seveda tukaj so tudi ključni kadri. Če bi pogledali na ravni regije, mi smo nad povprečjem, kar se tiče plač v primerjavi s Slovenijo. Tudi po dodani vrednosti smo nad slovenskim povprečjem. Res je, da je to tudi velik vpliv energetike. Če bi mi energetiko izločili iz tega kolača, potem bi imeli bistveno drugačno barvno karto. Na nek način ste energetiki srečni že, ker imate majhne stroške dela v dodani vrednosti. Energetske družbe dosegajo ta pokazatelj manj kot 50%. Na ravni Slovenije je to na okroglo nekje med 70 in 80% in to posledično pomeni, da boste lažje kadre dobili. Na drugi strani je pa izziv, kaj bodo drugi počeli. Mi moramo sobivati in brez tega sobivanja ne bo. Tudi elektrarna brez mojstrov, vzdrževalcev, monterjev ne bo uspešno obratovala. Omenili ste v neko direktne delavce, niste pa indirektnih omenili. Če ne bi ti bili dobri, tudi vaši uspehi ne bi bili tako dobri. In to se vsi zavedamo, tudi verjamem, da pri vas v Genu in tako naprej. Skratka, kazalniki so spodbudni, smo izvozno usmerjena družba, kar je velika, oziroma regija, kar je velika priložnost za mlade, ki se vidijo na ravni EU-ja in pa tudi na globalni ravni. Izvažamo na vse kontinente sveta. To je ena naša velika prednost in jaz sem prepričan, da se bodo prihodnji kadri odločali, da pridejo v regijo. Je pa potrebno marsikaj za to storiti. Samo od sebe se ne bo premaknilo nič. Ko sem bil jaz dijak, smo imeli ogromno dijakov iz cele Slovenije v Krškem, iz cele Slovenije. Danes so še domačini, pa sem pa tja kakšen iz sosednje regije. Če ste lahko mogoče bolj konkretni, katere veščine, znanja, da ne omenjam preomenjenih poklicov, ki niso več na tak način definirani. Torej, kaj bo tisto, ki bo zdaj tukaj v posavski regiji ključnega, po vašem mnenju? Ne bi se osredotočil samo na Posavje, ampak ključnega pomena pri novih sodelavcih je vključevanje v timsko delo in reševanje problemov.
Na eni strani je to ena najbolj pomembna vrednota, na drugi strani pa je samostojnost in odgovornost. To je ključnega pomena za uspeh vsake gospodarske družbe in če to upoštevate, preko pri teh vodilnih posavskih podjetjih, to ni samo energetika, da smo si na jasnem, imamo tukaj zelo, zelo veliko dobre prakse. Je pa ključnega pomena še, da ko pridejo novi sodelavci v podjetje, začetniki, da nimajo nekih previsokih pričakovanj in da se znajo vključiti v novo sredino. Mi tukaj izgubljamo konkurenčni boj z našimi državami, partnericami, kot so Avstrija, Italija, Nemčija, tudi sosednja Hrvaška. In če pogledamo pa recimo še Švica, novi kadri, ki so končali šolanje, so v 3-4 mesecih sposobni se samostojno vključiti v delovne procese. Pri nas to včasih traja 2-3 leta. In ti mladi zaposleni se ne zavedajo, da so v tistem obdobju bistveno preplačani glede na to, kar dajejo podjetja. Tako da tudi v tem bomo mogli tudi kakšno javno besedo reči. Mojca. Sem si zdaj kar nekaj takih ključnih besed pribeležila, ki so se skozi razpravo že uvodni klepet z odločevalcema, pa zdaj z vaše strani, se pravi od vprašanj vrednot mladih, mogoče v določenih segmentih razlikujejo od vrednot starejše ali pa srednje generacije, potreba po promociji dejavnosti, ne samo poklicev, tudi dejavnosti, potem pri poklicih ne samo visokoinženirski, tudi obrtniški poklici in pa ta poudarek se je izkazal po medgeneracijskem sodelovanju, sobivanju oziroma, da se bomo kot družba morali povezati in stvari pravilno zastaviti. Tako da bi zdaj šla v ta drugi krog klepeta z vami in vas povprašala po primerih dobrih praks, s katerimi naslavljate te ključne izzive oziroma te koncepte, ki sem jih zdaj nekako povzela. Se pravi, če bi lahko iz vaše prakse izpostavili kakšno konkretno aktivnost, projekt, proces na kadrovskem področju, bodisi da gre za privabljanje mladih kadrov, kot rečeno za promocijo tehniških poklicev ali pa za vzpostavljanje nekih čezsektorskih ali pa čezdeležniških sodelovanj, ki po vašem mnenju prispevajo k izboljšanju situacije. Mogoče začnemo s te strani, pa je v bistvu enako vprašanje za vse 4. Vidite, na Gospodarski zbornici Slovenije imamo skupaj z Obrtno zbornico Slovenije smo vodilni na področju vajeništva. Jaz lahko povem, da smo pred leti skupaj s šolskim centrom Krško bili prvi v Sloveniji, ko smo upeljali vajeništvo za strojnega mehanika. Da smo pa to uspeli, je bil pa ključnega pomena, da smo bili med Božičem pa med Novim letom v službi. Ker če ne bi dali do 2. januarja vse, kar so na ministrstvo zahtevali, bi rekli, se niste zainteresirani. S tem, da so bili oni takrat seveda na dopustu. Mi smo dobili pa sporočilo, mislim, da par ur pred Božičem. Smo vodilni skupaj z Obrtno zbornico tudi na področju mentorstva. Naš glavni poudarek je na mentorstvo in sicer na usposobljenih mentorjev. Mi imamo številne mojstre, ki so mojstri svetovnega kova, niso pa dovolj dobro usposobljeni z področja andragoških znanj. In tukaj mi te mentorje usposabljamo preko različnih projektov, tako da so večina teh izobraževanj in za mentorje oziroma za podjetje brezplačno. Mi se moramo zavedati, da je eno vajeništvo en temelj znanj in da to ni omejitev na poklicni poti. Mi imamo številne dobre primere, ko so iz vajeništva postali predsedniki uprav. Sem se zdaj trenutno spomnil, en tak primer je bil, ko je gospod Aleš Bratož, danes je sicer že upokojen, postal predsednik uprave v Revozu kot prvi Slovenec v skupini Renault. In se pravi, vajeništvo je pot na karierni poti, s tem, da se pa mora vsak zavedati, da je potem seveda skozi poklicno pot treba biti ves čas aktiven. Hvala lepa. Gospod Škaler, mogoče isto, če bi izpostavili kak projekt, aktivnost, proces v neku.
Ja, sem zdaj intenzivno razmišljal in imamo kar nekaj takih procesov, ki nam pri razvoju naših kadrov pomagajo. Ne. Zdaj pri nas je tako ta tehnologija takšna, da pravzaprav te kadre, strokovni kader, ki pride v elektrarno, imamo vzpostavljeno šolanje, ne, katerega imamo skupaj tudi z Inštitutom Jožef Štefan in ga imamo, torej in traja skoraj leto dni za tiste, ki grejo potem v kontrolno sobo. Traja to še dlje in vsi kadri, ki potem delajo na strokovnih področjih, gredo čez ta šolanja, ki so zelo resna in se jih tudi vsi zelo resno upoštevajo in gredo čez ta trening. Potem je mogoče dobra praksa tudi v elektrarni vzpostavljena, da se je tudi sam vodstveni kader potem prihaja iz tega strokovnega kadra na vseh področjih. No. Že primer, da sem jaz direktor splošnih služb, pa sem bil prej licenciran in sem v kontrolni sobi deloval in potem se mi zdi, da je to razumevanje na vodstvenem nivoju, se hitro razumemo in nam je nekako jasno, katere stvari pri razvoju kadrov so pomembne in katere vrednote so pomembne in na katerih vrednotah moramo delati. Hvala lepa za to izkušnjo. Dr. Bruno Glaser, kar nekaj aktivnosti ima tudi GEN, ne, na področju. Ja, poglejte, zdaj, če pogledamo, kakšne so časovne konstante teh projektov, ne, govorimo o odločanju o investiciji več let, govorimo o pridobivanju dovoljenj več let, o obratovanju čez, 10-15 let. Hočem reči, da mi dejansko moramo gledati, da moramo zainteresirati tiste najmlajše, ki so danes, v osnovni šoli ali pa še manj, zato ker bodo oni dejansko prišli na ta področja in delovali v tem času, kar pomeni, da mi moramo dati v javnost nek interes za naravoslovne tehnična znanja in mislim, da nam zelo dobro uspeva že recimo tem informacijskim svetom energije. Mislim, da je podatek, da smo imeli v prejšnjem letu več kot 7,000 obiskovalcev. Danes mislim, da prideta 2 avtobusa mladih iz osnovnih šol. Zdaj, drug tak recimo projekt, ki ga izvajamo že nekaj let, tudi nek sodeluje, pa še ostali seveda, je ta natečaj Mladi genialci. Tukaj gre za tekmovanje osnovnih šol, pa mislim, da tehničnih gimnazij, kjer se pač te ekipe pripravljajo, pa potem tekmujejo, dobijo tudi neka simbolična darila potem kot zmagovalci in tako naprej. Zdaj, tretji model, ki je seveda zagotovo tudi nek ključ, da kadre lahko dobiš, je štipendiranje. Zdaj mi v tem sistemu smo že dlje časa, mislim, da se tudi naše število štipendij nenehno nekoliko povečuje. Kar pa v zadnjem obdobju zelo prakticiramo in se nam zdi izredno dobro, je pa, da omogočamo študentom, da opravljajo študentsko delo čez počitnice oziroma pač v GEN-u. Dejansko pridejo to že praktično študentje iz fakultet in so dejansko vključeni v ekipo. Delajo neke stvari, spravi niso samo na kopirnem stroju, ampak dejansko nekaj delajo. Tako da s tem ljudi spoznamo, tudi oni spoznajo sistem, kako deluje, kako funkcionira ta ekipa in dejansko veliko novih zaposlitev smo v zadnjem obdobju dobili prav iz tega naslova. Tako da je to študentsko delo in tudi seveda naš interes in pomoč pri opravljanju raznih diplomskih nalog, magistrskih nalog je seveda tudi visok, tako da tudi pri tem sodelujemo, da imamo potem industrijske somentorje pri teh študentih, ki upravljajo te naloge. Tako da naš fokus je predvsem na tem, da dejansko spodbudimo te mlajše, ki šele prihajajo, ker oni so tisti potencialni kandidati, ki se bodo nekoč pridružili kot kadri. Hvala lepa. Še dr. Kerin, imate pa tudi svet za znanstveno in raziskovalno dejavnost v LSU. Ja, nekako smo opazili, moji prvi pogovori, da bo prišla Slovenija v točko, kjer je zdaj, so potekali že okoli 2010-2011.
in na presenečenje se je to zgodilo. Ampak kmalu po mojem vstopu v družbo ELES, ko smo pogledali projekte, s katerimi se soočamo, nekako tudi, kar je bilo danes uvodoma rečeno, smo se mogli resno zamisliti. Namreč kupujemo naprave, ki jih še nismo imeli, niti videli, na katerih na univerzah samo teoretično učijo. Prvič se srečamo z njimi, tako malo smo bili v zagati in smo rekli, na dolgi rok nismo dovolj samo, da se mi naučimo, temveč da se morajo tudi mladi. Zato je pač podjetje takrat zelo pogumno si zastavilo nek strateški cilj, kako pridobivati mlade, s kakšnimi ukrepi, kaj lahko sploh naredimo. Ne? Malo neizkušeni, ampak vseeno smo si lahko malo v tujini pomagali. In začeli smo tam, kjer so običajno vsi začeli, pri študentih. Poglejmo študente, praksa, sodelovanje. Pa vendarle smo zelo hitro, glede na to, da so bili realni projekti, pa mislim, da je danes bilo dobro rečeno, običajni inženir ali pa tehnik ne potrebuje visoke plače. Kaj potrebuje, je zanimivo delo. To je hiba inženirja, ker tako imamo pa nizke plače, ampak to je za drugič. Če mu daš zanimivo delo, ga tudi spodbudiš. Oziroma povedano drugače, najlepše je, če se pod nekaj podpiše, kar bo naslednjih 40 let tam stala. In še, ko se bo z družino peljal ali pa peljala, gospa, bo rekla, vidiš, tam sem bil pa jaz zraven. Tako da smo jih v bistvu zelo hitro umestili v te prave projekte, se pravi v pravo odgovornost. Ne neke naloge tako, ampak dejansko, da so nam začeli izračunavati stvari, ki bi jih sicer mi. Mi smo jih sam pogledali in to je bil prvi velik uspeh, ker smo videli, da so dali dušo noter. Ker ne smemo pozabiti, pri 25 letih mi tretiramo mlade, da so mladi. Niso mladi, to so odrasle osebe. Pri 18 mu date avto v roke in lahko veliko dobrega ali pa slabega naredi, pri 25 mu pa rečemo, ko pride v službo, da je pa mlad. Daleč od tega. In moramo tudi se malo tu resetirati sami. Se pravi, to so ljudje, ki imajo ambicije, ki imajo moč, kapaciteto, morda pa še ne znajo tega kanalizirati. In tu smo si z različnimi programi potem na ELES-u pomagali. Ugotovitve, ki smo jih dobili skozi to, je, da pač študentarije ni veliko v Sloveniji. Če ste pogledali številke tamle, boste videli na prejšnjih slajdih, da v bistvu imamo pač omejen kadrovski bazen. In študentarija je bolj ali manj že odločena, kaj bo v življenju počela. Oni že vejo, če se mi s tehniki pogovarjamo, to so že tehniki. Zato smo šli na srednjo šolo. Srednja šola, mislim, da je Slovenija imela zelo v preteklosti dobro vzpostavljene sisteme vajeništva, prakse, odlično funkcionira še danes, pa vendarle bi lahko morda še bolje. In tudi tu smo takoj neka strateška povezovanja vzpostavili in z vsemi regijami v Sloveniji, torej ne samo okoli Ljubljane, kar je zopet privedlo do velikega uspeha. Nekega dne smo razmišljali, smo rekli, pa dobro, tudi na srednji šoli tisti, ki grejo na tehniko, so bolj ali manj že odločeni, kaj hočejo študirati oziroma kaj hočejo v življenju delati. In tako smo pristali v osnovni šoli. Osnovna šola je pa malo tako, zna biti zelo tako prebrisana. Kako kompleksno energetiko, kako, še jaz toliko vem, da se zavedam, da nič ne vem. Ker fizika je pa res kompleksna reč. Zdaj energetika pa fizika skupaj, pa še denar, je pa res, zahteva boy genius. Kako to zdaj osnovno šolco razložiti in ga pritegniti, ne pa da si reče, tole je pa res zame nezanimivo. In v bistvu smo se najprej malo pogledali v tujini, kako to delajo, namreč mi tega kadrovskega problema nimamo prvi na svetu. Drugje veliko več o tem živajo. In smo morda dobre prakse prenesli, ne še vseh, ampak se dogajajo. Tako da smo v bistvu začeli najprej načrtno promovirati energetiko in to mi je všeč, veste, na vseh teh slikah nihče ne reče, promoviramo sebe. Vsi pravijo, promoviramo energetiko. In tudi če 99% teh ljudi, ki so tu, gre v druge branže, še zmeraj so se veliko naučili z obiskom tega centra tu. Se pravi, si pomagamo. Kaj smo naredili z osnovno šolo? Začeli smo jih spremljati. Veliko promocije med mladimi v osnovnih šolah, redne obiske z učitelji, tehnične dneve, raziskovalne naloge pač na nivoju, ki ga lahko imaš. In takrat smo dve stvari ugotovili. Da osnovnošolski otroci so zelo bistri, če jih prav motiviraš.
In če osnovnošolske otroke motiviraš na prav način, boš tudi njihove starše. V energetiki imamo pa na dolgi rok veliko pogovorov s starši, ker so lastniki zemljišč, ker so v bistvu oni tisti, ki odrejajo, ali lahko morda kaj pride v okolje. Ali ne. In tako smo v bistvu ugotovili, da ta konsens, mislim, ali pa ta simbioza je tam, samo je moraš na prav način vzpostaviti. Začeli smo spremljati to, no, in eno, se pravi generacijo, ki smo imeli 5 let nazaj, se zdaj vrača v poklice. Se pravi, prej je bila v osnovni šoli, zdaj pa 5 let kasneje so pa te isti ljudje pa še pri nas v bistvu zaprošajo za službo, za prakso. In to je pa zdaj super uspeh, ker tistega človeka, ki smo ga imeli tam le 5 let nazaj, ne, če se ne bi toliko potrudili, morda danes ne bi bil tukaj, kjer je. Ampak to nas še ni konec. Ne. Namreč ravno letos smo probali govoriti z drugošolci. Jaz ne vem, če veste, kako energetiko predstaviti drugošolcu, ne, kaj mu reči v bistvu. Ne. Ja, kaj? Daš mu 3D očala z stebrom, ne? Daš mu dron, ne? Vse tisto, kar želiš. Ne? In veste, kaj smo dobili kot rezultat, ne? Po tistega obiska? 2 zadovoljne učiteljici, ne? Ki ste začeli čisto drugače gledati na svet energetike, ne? Da tudi inženirji znajo z majhnimi otroci. Ne? In pa mislim, da okoli 40 osnovnošolcev, ki je poslalo slikice, se veste tiste, ne? Človečke, pa potem ime, znamke in to. In to je zdaj pa v bistvu res velik uspeh. Ne? Temu bi nekdo rekel tudi, da gradimo brand, ampak v bistvu meni je bilo bolj zanimivo to, da če pred našim vstopom v razred niso vedeli, kaj je daljnovodni steber, zdaj vejo. Ampak kje pa smo kratki? In jaz mislim, da kot Slovenci smo kratki, na 2 nivojih. Eno je, da se premalo pogovarjamo in zavedamo, da je v bistvu to ekosistem. Torej, fakulteta brez kadrov oziroma vpisnih študentov ne more nič. Tudi srednja šola brez ljudi ne more nič. Tudi osnovna šola, če ni dosti ljudi, pač ne more nič. Zdaj, fakultete in vsa ta učni sistem mora učiti tisto, kar gospodarstvo potrebuje, ampak mu mora gospodarstvo to povedati. Mi se moramo več pogovarjati, pa sklepati, ne pa sam to bit, ko bit. Ni to prav način, ker temu se reče potem družba. In zdaj čisto za konec sem še 2 primera. Mislim, da sem 4 tedne nazaj sem bil v Ameriki in sem videl, kako NASA motivira osnovnošolce. Veste, kam so jih dali? Na parnik, ne? In na parniku so vzpostavili STEM-lab, ne? Noč tazga se to imamo tudi mi, ne? Ampak je bil drugačen. Ne? Pri nas dobijo kladivo, pa žeblje, pa pač tam nekaj dela. Veste, kaj so tam delali osnovnošolci? Pregrade za poplave. A vi veste, da osnovnošolci, moji otroci so bili zraven, sem rekel, no, da vaju vidim. Pregrade za poplave 8-letniki. Zdaj pa razložite, kako ne on naredi. Ampak čez 10 let, ne, se bo on tega spomnil. Ne samo pregrade za poplave, robota za podvodo so mu dali zavoziti. A veste, mi moramo s tem začeti, mi se obnašamo, kakor da bo čez 50 let svet isti, kaj danes. Mi moramo 10 let naprej misliti, ker te ljudje morajo danes videti, kaj mi danes delamo, ma kaj bojo čez 10 let delali, je treba res poriniti. In pa še druga reč, ki pa je pa, da se res moramo malo tudi pogledati, kakšni so te naši poklici. Namreč, še enkrat, mi smo v simbiozi. A vam lahko dam en živalski primer, jaz se opravičujem, ampak je res dober. Jaz se spomnim, da v tem 90-ih letih je lisica skoraj izumrla. 80, ne vem, v Sloveniji. A veste zakaj? Kaj je zdesetkali lisico? Steklina. Se spomnite tega, ne vem, starejši se spomnite. Ampak veste, kaj je takrat bilo veliko? Zajcev. Bilo je veliko srnjadi, vsega je bilo veliko. In potem je Slovenija rekla, seveda lisica je pa za naš ekosistem zelo pomembna, ne? In je cepla lisice. A veste, česa je danes manj? Ja, zajcev. Poglejte, morda tu jih je več, ampak tam, kjer pa jih je bilo včasih še več, fazanov, se pravi, ravnovesje je pomembno. In ne smemo si zatiskati oči, če mi tu celo slovensko generacijo motiviramo 100% ljudi, da gre v tehnične poklice, da zraven ne rabimo zdravnikov, da ne rabimo tehnikov, da ne rabimo, ne vem, vsega. Ne? Ljudi, ki so na administraciji, tako da moramo biti zelo previdni. Jaz sem zelo za to, da se promovirajo stvari, zelo sem za to, da si pomagamo in na dolgi rok Sloveniji zagotovimo skozi inženirsko kapaciteto, ki imamo neko lepo prihodnost. Ma ne smemo pozabiti, da tudi mi v tehniki
jutri rabimo čisto druge storitve. Ne. Tudi jaz grem rad na bazen, ampak mi ne bo več pomagal, če bo tam inženir, ki ga ne bo znal upravljati. Ne. Tako da res simbioza in moramo paziti, da ne bomo najprej zdaj malo sami sebi zajedamo, ne, da ne bomo jutri kam drugam zajedali. Ker graf, ki ste ga pokazali, je, pa tudi to so moje številke, da v bistvu v Sloveniji zelo veliko število ljudi študira ali pa se uči tehniko. Zelo veliko že danes. Mi jih rabimo pa še več, ampak pazite, da ne bomo kam zajedali, ker nam bo pol čez 10 let spet rekel, ja, danes nam pa manjka, ne vem, pekov. Ne? Ker je pač inženir ne zna peč kruha. Ne? To moramo biti zelo previdni. Mojca, ja, zdaj imamo tu ravno gospodarstvo, ne, ki je nekako na sredini, če karikiram, med prosveto, med izobraževanjem in na drugi strani državo. Tako da mogoče, če je kakšno vprašanje, odpiramo razpravo. Če kdo želi karkoli pokomentirati, vprašati. Evo, izvolite. Potreben je mikrofon, ne? Mikrofon, ja. Pa če se predstavite. Pač, Tu, gospod. tamle. Dober dan, Matjaž Valenčič, Zveza ekoloških gibanj. Pohvala za vse te lepe besede, čestitke. Vse mi je všeč, zlasti to odličnosti izobraževanja v gradnji in perspektivi jedrski, ampak meni se zdi vse to malo površno oziroma zelo ozko usmerjeno. Nič ni celovitega pogleda na jedrsko energetiko, nič ne slišimo o odlagališču visokoradioaktivnih odpadkov in še ena stvar je pa kritika. Po 45 letih jedrske tehnologije v Sloveniji nimamo danes enega tehničnega jedrskega prevajalca. Se pravi, vse te vzporedne stvari, ki jih nujno potrebujemo, so malo prikrajšane ali zavite. Jedrska tehnika v ozkem krogu odlično, se pravi, je nuklearka res dobro dela, ampak širši krog, širši pogled pa pogrešam. Tako da to morda za gospoda Levičarja ena mala kritika. Lepa hvala. Hvala. Če Hvala lepa. želite komentirati. Pa mogoče, če še združimo, pa imamo še naslednje mnenje, pa bomo potem nekako skompletirali. Ja, hvala. Andrej Božič, BB Consulting. Jaz se v celi svoji karieri, ne glede na projekte, ki sem jih delal, se ukvarjam s kadri, tako da zelo pozdravljam tole konferenco in kvaliteto razprave. Veseli me tudi, da odločevalci poznajo izzive in se pridružujem zadnjemu govorniku. Mislim, da moramo gledati celovito in bi si želel, da bi se država Slovenija zavedla, da so talenti bistveni element naše uspešnosti za naprej, da imamo seveda kvaliteto življenja v Sloveniji, odlično varnost in vse, kar uživamo, da bomo pa morali, glede na vse tudi povedano danes, se začeti ukvarjati s tem, kako bomo talente pridobili tudi iz tujine. Zdaj smo se glavno pogovarjali, kako bomo naše generacije, pa upam, da čim več, pa vi ste vsi odlično podjetje v energetiki, boste pridobila zelo veliko dobrih kadrov, ampak pa je bilo pa izpostavljeno, kaj pa ostali. Jaz mislim, da brez dobrih kadrov iz tujine ne bomo uspeli. Zato mene zanima, a bomo kdaj kot družba, kot država in tukaj mogoče podpora tudi odločevalcem, ki sta tukaj prisotna, da bo ta prenesla naprej in da smo kot družba začeli še več o tem pogovarjati, kaj je s pogoji za to, da bi prišli tudi iz tujine. Mogoče zdaj je priložnost iz Amerike dobiti veliko strokovnjakov, ker tudi Balkan je že več ali manj izčrpan. Kaj z stanovanji, kaj z davčnimi olajšavami za stanovanja v podjetjih, ki bi pač za svoje strokovnjake to gradila, ker na koncu se spomnimo, JEK1, ne, je imel takrat tako imenovano, ker sem s Krškega, nuklearno naselje gor, ker sem ga jaz gledal iz moje hiše domače. Ne. Se pravi, eno je stanovanja, ki lahko pridobiti talente iz tujine, ker na koncu vsi težko, ker nimajo mreže, nimajo starih staršev, ko bo jih hišo podarili ali pa jim plačali stanovanje v Ljubljani ali pa karkoli. Drugo pa večno vprašanje davkov. Ko se mladi strokovnjak odloča, da pride v neko okolje, seveda je strokovnjaku pomembna transparentnost napredovanja, izzivi in napredovanje in tako naprej, ampak na koncu pridemo tudi do davkov. Z davki se pa ne ukvarjamo. Mi imamo pri 3500 koliko evrih že bruto plače, že najvišjo davčno stopno. Če ne bomo tega spremenili, če se ne bomo začeli sistematično ukvarjati, potem seveda ne bomo pridobili ljudi tudi zunaj in potem seveda bomo imeli velike težave za naprej.
Imamo farmacevtski grozd, imamo avtomobilski grozd, imamo nuklearni grozd, imamo cel kup tega, kar lahko naredi Slovenija še bolj uspešno prihodnje, ampak brez mladih tudi iz tujine tega ne bomo uspeli narediti, ker očitno imamo manjše generacije in seveda je manjko. In kdaj smo začeli kot družba ukvarjati s tem, da bomo talente hoteli pridobiti, jih zadržati, tudi zadržati. Jaz sem v moji družini 6 nečakov, od tega so že 4 v tujini, v Londonu. Vsi uspešni podjetniki, vsi bili tukaj. Se pravi, 100% zadržati, pridobiti druge in se s tem začeti ukvarjati preko sistematično in da si bomo v družbi priznali, da dodano vrednost, napredek, seveda talenti omogočajo in potem bomo imeli tudi možnost ostalim imeti socialne pravice in tako naprej. V družbi se samo pogovarjamo, kako bomo tistim, ki ne morejo, ali pa tudi če nočejo, omogočili neko normalno preživetje, kar je sicer prav, ampak če bi se ukvarjali s talenti in če bi povečali dodano vrednost, potem bi imeli dovolj virov za to, da bi delali tisto, kar je v vsaki vrednoti vsega Slovenca, socialna država. Se pravi, mene zanima, a bomo mogoče tudi z tega posvetovanja dali kakšna priporočila, zahteve ali pa karkoli na koncu, ker mislim, to bi bil pol efekt tega, ne? In tudi odločevalcem pomagali s tem, to je neko sorte javno mnenje, čeprav strokovnih javnosti, da bodo lahko malo manj všečni, kdaj politične odločitve sprejemali, ker tudi ni enostavno, ker pač so vsake 4 leta volitve. Je pa potrebno neke stvari speljati, ki so mogoče manj popularne, na kratek rok, pa na dolgi rok delujejo. In seveda pa to v tej populistični politiki, ki danes v celem svetu, malo težje. Tako da hvala. Hvala za komentar. Želi kdo od razpravljalcev komentirati, dodati kaj, mogoče z vaše strani, kakšne pobude? Jaz bi samo podprl gospoda Andreja Božiča. Jaz mislim, da bi morali na ravni razvojnega sveta Posavja narediti eno strategijo. Jaz sem to parkrat že predlagal, pa župani vidijo svojo pot v tako imenovanem svetu regije, zato niso najbolj navdušeni. Če mi pogledamo avstrijsko-koroško, kaj počnejo Gornja Radgona in pa gor ob meji, se ni treba kaj dosti učiti. Včasih so, ne vem, naši sosedje iz Samoborja videli svojo prihodnost v Brežicah ali Krškem ali pa še kje druge. Pa smo to čisto pozabili, pa nismo nič v vseh teh silnih letih naredili. Bi pa poudaril, da smo pa veliko naredili na kakovosti življenja. Posavje je ena čudovita regija, kjer je luštno živeti. In jaz mislim, da če bi mi znali pritegniti mlade z pravimi ukrepi, da jim ponudimo stanovanja ali hiše, Švicarji so tukaj zelo napredni. Oni imajo headhunterji čisto po celem svetu. Ko pravega najdejo, dobi katalog, če prideš k nam, izberi si hišo, izberi si stanovanje, damo ti vrtec, zaposlimo vam moža ali ženo ali karkoli. Ne? Mi pa enostavno spimo, pa se ubadamo s problemi, ki pravzaprav odnašajo dodano vrednost, jo pa ne prinašajo. To je ključnega pomena, tako jaz to mislim. Hvala. Doktor Kerin? Ja, jaz bi še dodal. To je res pomembno vprašanje, sploh iz tujine. Spet obstaja veliko dobrih benchmarkov, ki jih mi lahko izkoristimo. Ni treba, da nekaj na novo odkrivamo, ker zgubljamo čas. So pa tudi pasti. Lani decembra sem bil na slovenskem veleposlaništvu v Indiji in mi je potem ob večeru, pač ta ataše, ki je za to odgovoren, mi je potožil, da dobi na dan 50 prijav za zaposlitev, šolanje, karkoli iz Indije v Slovenijo. In je rekel, pa jaz ne vem, kaj ne s tem. Jaz sem ekonomist, ampak imam to službo. Rekel, jaz ne znam, na koncu itak vsega moram povabiti, ker je prav, ker morda je to ravno tisto, ne vem, Steve Jobs nekega Slovenija rabi, ampak ugotavljam, da, ne vem, zdaj si bom zmislil, 50% ni interesa pravega, ampak je Evropa. Torej ne Slovenija, ne služba, ampak Evropa. V bistvu je rekel, tudi jaz ne znam preveriti njihovih kompetenc. Tako, a ga ne zavrnem ali ga ne zavrnem. Tako je rekel, če sem boss, kaj ne zdaj naredim?
In takrat smo se pogovarjali, smo rekli, pa čakaj, nimamo mi kot Slovenci nekega sistema, pa saj naša podjetja vejo, kaj rabijo, a ne govorijo s tabo. Ne? Pa rekel, ja ne, bolj sem sam. Ne? Tako da jaz mislim, da je treba to malo v tem razmisliti. To sem dal samo en tak primer, kaj mene zanima, ker se mi je zelo čuden. Ampak jaz verjamem, da temu ni tako. Res pa je, da če se ljudje med seboj poznajo, ne vem, skozi podjetniško sodelovanje, skozi projekte, je to drugo. Ampak tako, če pa loviš na slepo, so pa to pomembne reči. Namreč jaz imam tako izkušnjo, ko sem šel v tujino. In vse to, kar je gospod rekel za Švico, vse te bombončke so mi znani. Zdaj bom šel pa k drugi stvari, ki se mi zdi še bolj pomembna, pa je morda spregledamo. Dobiti človeka sam je en uspeh. Človeka tu, pridobiti na svojo stran, recimo tujca govorim, je druga stvar. Ne? Ker vsak, ki bo prišel sem, pa ne pride iz Zagreba, ne pride iz Sarajeva ali pa ne pride iz Kuala Lumpurja, ne? Se bo po 5-10 letih počutil malo več Slovenca, kot se ga je prej. Malo mu bo ostal noter. In ko bo šel on domov, ne? Čez 50-20 let, če bo šel, ne? Ni treba, da gre. Ne? Do koga mislite, da bo gojil afiniteto, ko bo videl izdelek v trgovini? Kaj bo vzel? Ko boste prišli s projektom, ne mi, mogoče naši zanamci, potem v Malezijo, ne? In bomo rekli, mi imamo pa super projekt zate. Ne? Pa on rekel, jaz sem pa študiral v Sloveniji, jaz vem, da ste Slovenci dobri. A vidite, to pa imajo tisti, po katerih se zgledujemo. Ker morate gledati, da je to tek na dolge proge. To ni tek na 2 dni, 1 leto, 5. Tako se dela, generira dolgoročno posel in sodelovanje. Ljudje ne grejo nazaj domov, si rečejo, kolikrat meni rečejo, sem bil na Bledu. Ne? Zato še zdaj kupujem slovensko vino na Japonskem. Pa veste, koliko stane? 3-krat to, kar pri nas. On ga kup. Samo zaradi te čustvene navezanosti. In moramo gledati, te stvari so resne, ne? To ni hec. Ampak ne vem pa, če imamo mi na nivoju države, res ne vem, da ne bom kaj narobe rekel, na nivoju podjetij se mi zdi, da to obstaja, vsekakor pa bi se mogli malo povezati, usesti in reči, dajmo to nekako sistematsko, ne? Ker si moramo konec koncev pomagati, drugače bomo pač ostali zadaj. Hvala. Gospod Levičar. Ja. Hvala lepa za tole priložnost, hvala lepa tudi za vprašanje. Ne. Vsako kritiko jo vzamem. Ne. Danes je tukaj tema bila kadrovska problematika, tako da sem se tudi v svojem izvajanju večinoma usmeril na ta del. Ne. In mi je žal, če nisem omenil vseh delov jedrske infrastrukture. Ne. Jedrska infrastruktura ima, to sem omenil, ima več veliko teh centrov odličnosti, ne, in ko govorim o obratovalni odličnosti, jasno ne mislim samo na obratovalno odličnost jedrske elektrarne Krško, ne, ampak je to obratovalna odličnost, ne, ki jo ti kadri, ki izhajajo iz istih centrov, ne, vzpostavljajo tako v raziskovalni dejavnosti kot v odpadkovni dejavnosti, pri regulatorju in tako naprej. Ne. Tako da moje besede mogoče so bile usmerjene v eno smer, ne, ampak ko govorim o jedrski infrastrukturi, jasno mislim na vso širino, ki jo ta jedrski sektor premore. Hvala lepa. Hvala. Smete pa, če dovolite, da bi še vam samo pod vprašanje postavil. Omenjali ste zakon o visokem šolstvu, ne, spremembe. Ravno se pogovarjamo o peljavi teh tujcev. Ne. Sam malenkost poznam ta zakon, ki mislim, da je zopet bilo ven črtano izvajanje v tujem jeziku same študijske procese na nekem nivoju, mora biti najprej v slovenščini, pa potem v tujem. Mogoče, če bi še to pokomentirali, potem seveda po vašem. Ja, hvala lepa tudi za vse razprave, zelo dobrodošlo. Naslavljate prave stvari. Vse je bilo uvodoma večkrat povedano, smo v globalni bitki talentov, ne, ampak bitke ne smemo videti kot bitke, ne, ampak kot, bom rekel, nek fair boj priložnosti, ki pa žal pravzaprav vedno tako ne poteka. Zamenili ste, kaj se dogaja v Indiji, ni jih 50, jih je 500, ni jih na dan, tako rekoč na uro, dobro, se imajo 1,5 milijarde prebivalcev, ampak to želim povedati. Naslavljanje talentov iz tujine že pravzaprav poteka. Zdaj sem konkretno odgovoren za znanost na znanstvenih inštitutih,
recimo na zadnjem razpisu za mlade raziskovalce, sem bil na Kemijskem inštitutu, za eno mesto jih je prišlo 50 iz Pakistana, pa sem vprašal direktora Anderluha, pa so to takšni, ki so pač ugotovili, tam je nekaj v Evropi, rekel, seveda je nekaj takih, ampak 30 pa je kvalitetnih, dobrih kandidatov. In ni inštituta, tudi z področja družboslovja in humanistika, kamor se ne prijavljajo kandidati iz tujine. Tako da bom rekel, vsaj na enem levelu, jaz mislim, da to naslavljamo. Naslavljamo potem tudi tako, da razmišljamo o gradnji novega doma podiplomcev in tako dalje. To je ključno, kar ste prej omenili. Vse jaz mislim, da v Slovenijo bomo še kvalitetne kandidate že dobili, ampak kaj pa potem, ko bodo enkrat vsem prišli, potem pa moramo pravzaprav z njimi delati, da bodo vsaj nekaj časa tukaj ostali in se povsem strinjam pa z vami, dr. Kerin, ja, če bodo pa šli domov, nič hudega, mislim, to je potem lahko, bom rekel, dvojn benefit, ne. Kar pa zadeva zakon o visokem šolstvu, ja, še največ pa jih bo prišlo, oziroma še največji efekt pa je bil, če bi prišli že študirati, ampak seveda ljudje iz vsega sveta ne bodo tukaj se naučili v enem semestru slovenščine in študirali slovensko. Ne. In tukaj nastopi pa ključen problem. Ne. Eden izmed najtrših členov novega zakona nastajajočega, oziroma zdaj že v Državnem zboru o visokem šolstvu, je bil člen, ki zadeva učni jezik, v katerem jeziku je v tej državi mogoče študirati. Zdaj seveda, v tem prostoru mogoče bi se mi vsi strinjali, absolutno je mogoče izvajati kak program, recimo študij, kaj pa vem, reaktorske tehnike, samo in izključno v angleškem jeziku. A mislite, da je to mogoče? Pojdite na katero drugo ministrstvo ali pojdite kam drugam vprašati. Pojdite na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. Absolutno ne. Učni jezik v tej državi vam bodo povedali je in mora ostati slovenski. Potem so potekala dolgotrajna pogajanja, zdaj se je rodil en kompromis, ki, hvala Bogu, da je kompromis, to je pravzaprav ključen družbeni inštrument, ki ga moramo gojiti, ne, ki po mojem upam, da ustrezno naslavlja to problematiko. Bo mogoče izvajati učni proces tudi v angleščini, če se hkrati izvajajo ti programi tudi v slovenščini, če so gradiva v slovenščini in tako dalje. Skratka, mogoče bo. Ni, za to družbo ta trenutek ni sprejemljivo, da bi naredili povsem nov program in ga izvajali samo v slovenščini in seveda ga potem plačali z javnimi sredstvi. Ne. Mora biti v tujem jeziku, ne v angleškem. Torej, ne. Tako da to je še eno vprašanje in tukaj tudi vključite se prosim v razpravo tudi zdaj, ko bo zakon v Državnem zboru, ker jaz pričakujem, da bo še kdo kaj na to temo pa sigurno omenil oziroma videl tukaj kakšno tako oziroma kakšno nevarnost. Ne. Mislim, če se bomo bali, ne vem, tega, da ne bomo več mogli študirati mogoče določenih predmetov, po mojem, samo v slovenskem jeziku, potem tudi mislim, da nima smisla, da razpravljamo o naslavljanju teh izzivov, ne vse po mojem. Ne. Tukaj moramo biti toliko pogumni pa se zavedati, da to najbrž ni napad na našo identiteto, ne, če uporabljamo včasih malo bolj pogosto angleški jezik ali pa karikoli drug tuj jezik. Hvala. Hvala lepa. Jaz bi samo kratek odziv še dala na pobudo, da pripravimo priporočila, zaključke, pobude. To je tudi naš namen, tako da mogoče se organizacijsko odzovem. Absolutno smo zato, mislim, da velja izkoristiti to odlično večdeležniško strukturo, ki jo imamo in na strani panelistov in polno dvorano, bom rekla, strokovnjakov oziroma zainteresirane javnosti. Tako da ja, no, v imenu pobudnika tega dogodka se bomo absolutno potrudili, da ne bo ostalo samo s tem, ko bomo ob 3. uri danes dogodek končali, ampak da bo imelo to konkretno sled v nekih čim bolj tudi oprijemljivih aktivnostih. Tako da zdaj imamo še si skupaj 2 minuti, pa bi mogoče prosila ravno v duhu teh priporočil in pobud in zaključkov na kratko v, ne vem, 2-3 stavkih strani vsakega od vas, se pravi pobude priporočila na temo zagotavljanja kadrovskega bazena za energetiko ali širše za gospodarstvo. Če ste lahko čim bolj konkretni, pa če mogoče tudi veste, ker ne nazadnje bomo posneli stvari in jih bo potem tudi lažje nekako zapakirati, mogoče v neko publikacijo oziroma v nek pozicijski dokument, če tudi poveste, na koga bi naslovili, ker lahko naslovite bodisi na odločevalce, na izobraževalce ali pa na mlade, ki so tudi danes z nami. Ampak Mojca, res na kratko, prosim. Ja, krajše kot jasno. Ja. Ja. Z enim stavkom, gospodarstvo bo pri tem sodelovalo s konkretnimi aktivnostmi in pa tudi pri rokih, za katere se bomo obvezali, da jih bomo realizirali. Na koga vse to nasloviti, pa prepuščam drugim. Hvala lepa. Gospod Škaler, izvolite. Ja, treba je razmišljati tudi o talentih iz tujine.
torej nuklearna elektrarna smo že zdaj tudi na hrvaški bazen vezani in so te razpisi pri nas tudi tam in mislim, da pri projektu bo tudi ta kader iz bližnjega Zagreba in okolice nam verjetno tudi pomagal. Torej, to omenjanje talentov iz tujine, prav gotovo, če se bomo potrudili za njih, bo tudi nam boljše. Ne? In po številu, ki smo ga tukaj predstavili, te številke, bomo morali na to tudi računati. Res. Hvala lepa. Dr. Glaser? Mislim, da je zelo pomembno, da gledamo širšo sliko. Še v bistvu najmanj me skrbi, kako bomo zagotavljali kadre na konkretnih projektih. Bolj me skrbi, kako bodo ostali deležniki zagotavljali kvalitetne kadre. Govorimo o raznih ministrstvih, govorimo o regulatorju, govorimo mogoče tudi o kakih drugih podpornih službah in pa deležnikih. Tako da v bistvu je potrebno vzpostaviti neko širšo matriko potrebnih znanj in teh, rekel, števila ljudi, število kadrov, zato da lahko potem začnemo od dna polniti ta bazen, ko ste ga prej omenili, s kvalitetnimi in programi in ne nazadnje potem z ljudmi, ki pridejo na določena mesta. Hvala lepa, dr. Kerin, izvolite. Jaz sem že veliko povedal in se res strinjam z vse, kar so tudi predhodniki rekli. Mogoče, kaj bi si želel, je, da od besed pristopimo k dejanjem. Ker ne stane veliko, možnosti imamo, vajeti v rokah, sami sebi lahko pomagamo. Ne? Morda, kaj jaz opažam, ne vem, če ste vedeli, 3 slovenske ekipe osnovnošolcev, to je od 4. do 6. razreda, so šla na svetovno tekmovanje v Lego robotih. Ne? 3 osnovne šole iz cele Slovenije, na svetovno tekmovanje k drugim narodom. Ko sem gledal sponzorje teh 3, to je 12, 18 učencev osnovnih šol. Ko sem gledal sponzorja, ni bilo niti enega energetskega podjetja vmes. To je pa realnost. Evo. To je mene zabolelo, ker sem te prošnje videl, tudi kam so jih pošiljali. Me je pa zabolelo, ker jaz lahko tele delam, kar želim, promocijo, vse, ampak krog mora funkcionirati. Ker če krog ne funkcionira, potem pač ni. So bili pa mimo grede sponzor Mobitel, pa Kozilep, pa vsi ostali. Ne. Tako da, dajmo, ne, veste, to ni 10.000 evrov, to je 100 evrov, pa so ljudje veseli. Ne. Pa Lego kocke, to je tisto sestavlja. Tako da, od besed k dejanjem, pa mislim, da lahko ne danes, ne jutri, ampak čez 4-5 let vidimo te uspehe. Evo. Hvala lepa, dr. Kerin. In ponovno hvala vsem za, mislim, da odlično razpravo, ki bo imela sledi v prihodnjih korakih. Hvala. Hvala.